tišini pričakuješ. Hkrati upam, da se nikoli ne zgodi. Ja, ne bo se. Se je na živi epizodi, ko sem on Mike. Ne, to vidiš. Tako da v bistvu je bilo, ampak ne. To je pač, kadar potuješ izven udobja svojega domačega studija, je pol tako. Da moramo zmeri studio s sabo. Ja, mogoče bi imeti tonca sam. Ali pa jelihosem, ali pa vinje s sabo. Sam pa prideš, ne? Ja. Naslednjič greš na NMN, ali kako bomo imeli žive unetiste. Pa je bilo fajn, veš? Ful je bilo dobro. Jaz sem rekel, da nisi mogel. Ti si bil v Italiji, hlahom je šel. Hlahom je šel. Lajhat se je šel. Lajhat. Sem res, lajhat. No, ampak zihar je bil fest. Pokimo je. Tako da ja. Ker nimamo videa še tukaj. Le klič hodiče, kdo še to montiral. No. Zdaj je to video za Next Back. Ja, vem. Vse ga gledam. Sem slišal, da pri sosednem podcastu tudi razmišljajo o tem. Sej že imajo. Ne, se vem, da imajo. Evropska četrt že ima. Vem, Evropska četrt ima, drugega pa nima, ampak tudi za druge stvari. Čeprav sem bil tudi presenečen za njihov produkcijski, kako bi rekel, moment. Ja, je kar zalogaj po mojem. Ja, zihar. Ljudje si ne predstavljajo, koliko je, ni tako simpelno. Ne, sploh ne. V bistvu je, samo če hočeš imeti dober zvok še na podcastu, pač moraš malo več dela si dati, tako da da se pa, no, ampak ja. Vse se da. Pejmo mi na Vizono, ko smo glih pri produkciji, pa se zakopljamo v to lepo glavje. Dobro. Ja, zdravo! To je podcast za življenje. Ja, zdaj pa v glasu, kaj ja, če sem rekel. Kaj Fortu pivenci, a ne? A še kdo kaj pil? Sem rekel zdravo. Ej, ti producent glasbeni, ti že enega butno dele. Enega pa galaktičnega. In to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsemu. Poslušalcem naj povemo, da smo šli v nor eksperiment in snemamo 3 oddaje. Ja, jaz se počutim, kot Fortu pivenci, približno. Zabavanje. Zdaj v bistvu lahko špekuliramo, kakšno bo stanje na kriptotrgih. Veš, bo šlo gor ali bo šlo še bolj dol. Jaz pravim, da bo tam nek nasred. Še zmer na 20. Nesred ni nič. Nesred. Skratka, to je pa tudi v enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Peli in Aljo. Da mal preverimo poslušalce, če so zbrani. Se še mene mal preveril. O poslušanju. Vse to smo ugotovili, da Ben se ne pozna po glasu, tako da lahko bi tudi zdaj smo študentje. To ni tako šok ideja. O tem smo razmišljali. Ne, imam idejo. Bile so tudi ideje. Veš kaj, študentke in študenti na multimedijskem faksu morajo imeti zihar full prakse. Všeč mi je. Tako da, dragi jemovci in oni drugi, ki ste na drugem multimedijskem faksu, z veseljem pridete čez poletje pa naredite kakšno epizodo našega podcasta, pa da vidimo, če bojo poslušalke ali pa poslušalci opozili. To sem narobe rekel. Ali bi snimali podcast? Bi se družili z neverjetno ekipo? Ja. Pokličite. Ne čak. Še imaš številko, zdaj. Nič 5. Čak, od tajnice. Tajnica ne dela več. Se je fuknil ven, ali kaj? Mislim, šel sem z Telekoma, ker so podpirali une tovarne sovraštva, oziroma še zmer podpirajo. Ne maramo jih. Mail pošljite, no. Mail pošljite, ja. To še imamo. Ali pa obrežja se lahko tudi kaj na FNATE nas lahko tudi. Hvala za se ribe, afna z vpelcom, ali pa karkoli. Plačilo je čast in slava. Tako. In druženje z neverjetno ekipo. Nori mi gosti. Ne, snimimo na morju takrat. In da sem ključ od fleta, pa je to. Ne, pa dobite nekaj temelj za svoj CV. Ja, lahko še CV. To valjda, ne?
Med fotografije za reference. Se tudi, ja. Ja, za reference. Ja. Tako je. Papir, ki ga te prinesel, kar v hladilniku puste. Ne, per častimo, kamo. Jaz ne bi preveč obljubil, ker pol ne se veš, kaj bi ljudi vse za per naredili. No, pa šli pa sam prazen. Pa... Ne, lej. Ne, ok, imaš prav. Bolj, da pričakujejo slabš, pa je pol boljš, ker... Tako. Ne, prite, se upravičujem, to je bilo spodrs. Za vse nevšečnosti. Tako je. Poslušate ta podcast, to je nekaj čisto običajnega. Večkrat smo se izkazali že kot divje, netočni. Mislim, da včasih si to ne lastimo kot badge of honor. Ne. Ker ni nujno, da je dobro, ampak le nam je fajn. Je pa naše. Ja, je pa naše. Že bolj zaščitni znak, badge of honor. Tako da tisti, ki še niste naročeni, ne vem zakaj ne, pa to lahko naredite na hvalozaseribe.si. Mislim, da boste to zamudili. Ja. Vse tole dobroto, ki ste le zdaj lihar prejeli. Ja. Pa še reference. Reference. To je noro. Noro. A se lahko daš reference, da nekaj poslušaš? Ne, poslušam podcast. Tudi to bovala, da lahko. Lahko nam tudi na obrežjih nam lahko povejo. Daj mi povej, zakaj se večina ljudi okarakterizira za kristjane, pa hodijo sam poslušati. Se prakticirajo ne tega, kar tam slišijo. Sam res. Večina jih hodi sam poslušati. To je tako, kot na podcast hodil. Ja. Podcast z udeležbo ene sorte. Vem, to je tako, kot živo naše, enkrat na let, ko imamo mi v živo to. Tako, no, dajte v reference, naš podcast to vzihar pomagali za službo. Absolutno. Če pa prijete na to poletno delo, pa sploh. To pa itak sploh. Če pa prijete k nam, ja, valjda. To pa noro. Gremo mi raj pogledati, kaj smo delali. Kjero službo? Ja, pa nas veličariste išemo. Če ste nedebudni veličarist in te date noter, da poslušate podcast. Ja, prednost. Ja. Mislim, da imamo tega, a je to lahko sporno, da si rekel, da je prednost. Hvala, da je prednost. Ne bomo nič rekli, ampak... Ja. To pomeni, da si prebral ali pa bereš to knjigo. Ne, to pomeni, da si prebral ali pa bereš to knjigo, kar je definitivno prednost. V življenju znaš se odzivati na situacije, ki so pomembne za veličarista. Pomeni, da si razgledan, pomeni, da imaš rad dober humor. V bistvu si že skoraj del tima. In da si prebral več, da veš, kje imaš brisačo. Pa da si prebral več kot eno knjigo v življenju, kar pa tudi ne more biti slabo. Ja. 5 je boljš, kaj je. Mislim, če vsemo cel opus je to, Madonna, to, da dalka Ana Karenina. Mogoče. Douglas je imel res krajši format, je imel rajši. 200 strani max. Da doktor Roman ne šteje, to pa šteje. Doktor Roman ne je od sebe, to zahoda. Če se že kdo spomni doktor Romano. A moramo imeti res referenco na prejšnje tisočletje, vsako epizodo. Ampak sam po mojem, da to še obstaja. Mi moramo se preimenovati v nostalgični podcast. To bo drug podcast, ki bomo samo naštevali, kaj nam je bilo kul čas. Saj to že delamo s to. Pelja se lahko ti na radio pozanimaš, če še pomnite tovariši zaščiteni ime. A to je pa res. Bom preveril. I know people who know people. Ne da to eter to. Ne, se praprotnik ne posluša. Bo žiter, bo hiter. Tih bo. Kamač. Tako da gremo kvarnik. Ja, kvarnik. Prejšnje epizode še nismo obdelali. Kaj je bilo na klancu smo bili? Mo pol nedeljo zvečer. Ja, to pa tudi. To je pa tudi že bilo. Ja, res. Pa sej, to sem pa je bemti. You must be the brains of the family. Pa to se hodil pizdali zdaj. Vidi, da jok naštekati. Ja, ok, dobro, sorry. Jaz sem bil že v prejšnji epizodi sem bil že. Ok. Ok,
V redu, let's regroup, please. Kje smo bili? Na Klancu smo bili in SAP je bil. Ja, SAP se je ustavil. SAP se je ustavil in ja. In slišali smo en ime, ki nam je zelo blazno znano. Ne, nismo še. Ja, je povedal, da je Ford Perfect povedal to. To je na koncu povedal prejšnjega poglavja. To smo jim prejšnjič zamolčali, kaj? Ne, nismo. Povedali smo to. A smo? Da je Ford Perfect. Perfect. Že cel teden se ne spomnim. Sam res, jaz ne. Ja, ok, dobro, ja. 2 minuti nazaj je, bote. Pa on kao pije. Lej, no. Se jaže, čisti isti na istem, kaj jaz. Dobro, pa se on je se perspil. Lej, če je dobro za sebe. Skratka. Ja, ok, gremo lahko že v ta bifet. Ja, pojmo v bufet. Lej, ajde, opozorilo za kvarnik bifet, mater vola. Vsak dan obistem šakom. Ne bo svet ene od zunih epizod, še vidim. Se je že. 3 v kup. Sam še zmeraj nismo podarili rekorda na DGD-jevcu, ko sem bil intro dolg 18 minut ali celo več. Kdor zna. Meni se di, da je bilo več kot okoli 20 minut je bil intro. Mi smo zdaj na 10, tako da če stisnemo. A je šel Antiš ali kdo je šel dol? To je bilo pol, to je bilo čisto konc. Sam je šel na čisto konc je šel dol, ker ni bilo 5 minut, ga ni bilo sploh v kadru. Spomnim sem, pozabil, vem, da se v glavnem, Ford je pa v bifeju, ne? Ford je pa kot vedno Ford je pa v bifeju. In to se mi zdi toliko da best, da Ford je v naravnem habitatu, razumeš, on se ga je na klestu, se ga je kavepar, razumeš, na govedu se ga je kamela, razumeš. Še časti. Še male počasili, kot sem rekel, male še počasili te zelo neprijazne modele okrog sebe. To je bilo najbolj smešen prsten skup, ker on je toliko zažur, da gre tudi v največji, mislim, ne v največji, najbolj nevaren pajzel v najbolj nevarnem mestu, na sicer neznanem planetu, ne. In ta pajzel se imenuje Pri starem rožnatem psu, ne. Ja. Alej, kako pa se bi drugače imenoval? Stari dobri maniri angliških pubov. Ja, mora biti malo tak čuden ime. Sam res, imel pa zihar, a misliš, da obstaja na netu generator angliških pubov imen? To bi mogel. Če za rap imena bi mogel tudi za to. Se imaš za vse že. Za vsega sranje imaš, če pa ni za pub imene, pa pizdo materno. Dej denar nazaj. Dej denar nazaj. Zapri internet je konc, če tega ni videl. Pa brez veze, zakaj sploh to obstaja. Ja. Kaj vemo, ne, mislim. Kaj vemo, zato. Pri konji in konjušniku zihar ven pade. Ja. Ne pa neke glave kraljeve. Pa ja, to pa zmeri. Čakaj, že bil on Churchill's Arms. Ja. Ta je bil tudi lep. Pa dober pub. V Londonu smo ga enkrat srečali vmes. V Islingtonu. Ne, ni bilo. Notting Hill je bil takrat tam. Churchill je bil. Churchill je bil. Ja, tam. Kurva, mešam jih. Mislim, ne, nasprot Notting Hill smo bili, nismo bili na Notting Hill. Ja. Bliz je bil Notting Hill. Notting Hill je zli za tega, kar pač je. Metro postaja bila Notting Hill. Ja, v glavnem. V glavnem, na Notting Hillu tale pivnica ni, zato, ker so tam res najhujši. Samo malo sumljivi tipi, no. Da rečemo pod tam malem. Sumljivi tipi, ja. Morilci pa razni producenti pa, kam že. Glasbeni, ne, ropari, izvodniki in uredniki za zabavne glasbe. Se pravi, sumljivi tipi, sem rekel. Celega fuka enih Karoljuje vnoter. Nema, da jih tako vrže on v isti koš. Ja, ta bi bilo vrhunsko. Res je, sam še prodajalci rabljenih avtomobilov so manjkali. Ja, ti se pa moj drug. Ne, ker nisi dosti hardcore. Ne, ampak veš, že štarta s tem, veš, da če kdo pri zdravi pameti bi sploh hodil v tak lokar, moraš biti ali pijan, ali pa bolan, ali pa samo morilsko blazen, jaz bi dodal še ali pa vse troje od tega. Ja. All of the above. All of the above, ne, ker ne, res ni lušen. Ne. Pa tam sem imel še enega ptiča stari, ki je bil res vzdil. Vrano. Ne, vrana. No, ja. Ne, in zlokobnega videza je bil. Niso bile tam še pol neke številke teh morilcev, pa tega, ki si jih lahko tako lahko nejetih morilcev. Ja, on je ta ptič je povedal, tako je bil en sorte megafon, reklama. Ne,
Ni bilo Dark Web, ampak je bil Dark Bird. Dark Bird. Pop-up, ene sorte. Ja. Annoying pop-up, sam da je bil živ, pa ptič, pa lahko te skluval. Stari, ne samo to, še barman je bil, pazi to, s tako nizkim glasom, da bi ga lahko označili kot tiho nizko predenje, nekaj takega kot tiho nizko brnenje podzemskih silosov za medcelinske izstrelke, ki jih odpirajo. Pa te medcelinske izstrelke je imel že prej vmes, tako da... Temu v Angliji je bil to v 80-ih je bil kar velik problem. Mislim, je bil tudi že v 60-ih. Najbrž povsod, ne? Ja. Takrat so ful protestirali proti tem. Ja. V Angliji je bil, vem, da se spomnim, ampak... takrat je bila v bistvu ta neka... V 80-ih je bila ta oboroževalna itak na vrhuncu, ne? To je bilo z Reaganom, ne? Vojna zvest. Tečerca, pa... Znana. Tako. Takrat je v bistvu so te stvari verjetno kar dogajale. V Cajtangih in povsod, tako da se temu skoraj nismo mogli ogniti. Psihoza na polno. V kakšnih filmih, serijah, ko se malo retro spet. Kaj mi so te serije? Kaj smo prebrali jih pred kratkim, kaj smo drugače rojeni prej, kasneje. Ful mladi. Ne, v glavnem ne. Ja, je tega. Takrat je bilo kar tega veliko. Ja. Ampak ja, ne. Ne, pa še naliva. Ne, sem to Ford ga naliva, ampak tam je še roka, stari. Ja, to. Roka od bivšega lastnika, ali kva. Ta roka je bila kar brutalna. Ta roka je me malo presenetila. Ta je z Adamsovih. Ja, ta je z Adamsovih, ja. Ampak je tako, res je, tako, mislim, mene ima kar malo grozno. Pejte prebrati to. Je za prebrati. Pa Adamsovih je tukaj od zapestja. Ta je cela. Tukaj je cela roka, od rame dol. Malo več si je prvošil. Ja. No in pol se vmes še avtor malo spomne na zemljo, pa vagone, pa obvoznico, to, ko smo rekli, ne, previously. Da ne pozabimo. Ampak pa Ford preseka tolpo teh zločincev s tem, da prijavne. To je v bistvu štos, ne, da on hoče plačati z American Expressom. Ker je očitno bila takrat tudi majka od kartic, da si je zaslužil to mesto. A misliš, a je bil product placement? To je vprašanje zdaj. Dobro, da je že bil takrat product placement. Ja, da je rekel to pred Bondom. Čeprav Bond je že imel, ne? Sploh nisem pomislil. Ne, pa se Klelejo ni hotel glih neki pohvaliti. Tukaj ni bil dobra reklama, ni bila, je pa res, da je vsaka reklama je dobra reklama, veš. Sam takrat po mojem nisem bil tega mnenja, takrat, veš, ne nažal. Še tle je bil pionir danes, vidiš? Mislim, ker American Express je bila ta prva, ne? Ja, po mojem je bila ena prvih. A je bila? Mislim, da je bila celo prva, ever. To pa nisem vedel. Plačilna kartica, ne? Nisem vedel. Pisa, če bi imeli zdaj live YouTube, bi lahko to preverili v komentarjih. Ja. No. Vini, dej pogled, če je bila American Express ta prva kartica. Ne vidijo se, da da. Se vem, da ne, ampak se mi zdi fajn za tulj. Vidim že 3 tedne z nami, mislim, to je noro. Kakšen slučaj? A veš, se smo mi tudi malo zmatrali, ni čudno, da je še on zmatral. Jaz sem zdaj skozi tulj, dej vini, dej neki pogled, tudi če ga ne vzraven. Da bo ta urška moment. Ja. To, da best. Tu da vidim, dej pogled, pisteno. Ja, dej, no, mi gremo pa nazaj v lokal polnem roparjev z vodnikov in urednikov za glavne glasbe. In tem, da hoče on plačati za American Express. No, oni niso zadovoljni, roka pa še najmanj. Zakaj? Po mojem, da ni bilo nalepke na vratih. Je American Express. No, ampak tudi lepo razloži, da American Express je edina kartica, kjer je nikjer ni sprejemljiva. Ne? Ja, razen na zemlji, ki se seveda pač ne vagoni, kot smo že rekli. Tako. Raztumba zaradi uvoznice, ja ne? Aha, ja, ne, ampak je pa bil napis, ta je še lepa, ne, da je bil napis, prosim, ne skušajte piti na kredo, ker bi vas utegnila užaliti z eno po gobcu, pa so pa spremenili napis s tem, da bi vas besni ptič raztrgal vrat, roka pa bi vam razbila glavo ob točilni mizi. Ampak mislim, to je bilo potem, ko je on hotel po American Expressu, ko sem mu razložil, da ne bo šlo po oba. Pa na kredo? Ja. To smo že rekli, da na kredo in pač to s kredo ni šlo skozi. In pol še enkrat pogledal na račun in spominjal na serijske številke na Fršterkerjih, a veš, ki jih moraš v garancijski list zapisati. Ta je lepa. Ta je res lepa. Ali pa slovenski. A se ti ljub bas Fršterker dvigati tam od zata? Poglej, če pogledam. Ja. Kako že da je bilo obrambnemu proračunu, ne podobno. Neke manjše države. Ja.
Ja, po mojem smo mi še malo kratki, ker NATO hoče, da dajemo več. Veš, Se bomo. A bomo? Šarc je rekel, da bomo dali procent pa pol BDP-ja. To mi deli. Če ni kao 2% moramo dati. Ja, no, zdaj... Tok pa ne moramo dati. No. Dobro, bomo dali pa več. Dobro, ja, počasno, da je nehi. No. Tiste boksere, ki smo kupili, kaj smo že kupili? Ne, te bomo pa zdaj sturnirali. To pa se to pa cancelamo. Boljše bomo kupili. Boljše. Dober. Ok, no, v glavnem... Kratki intermezzo politični. Ja, sej, ne bom... Dno nima dna, zato pa imamo na Fordu račun. Ne, pasta. Končno prej dobro vdaje. Tam še tretje snemamo. Piše, da je popil precej raznih mehučkastih pijač. To bi res... Ja, a misliš, da... Ja, po mojem je res zabaven dan ali večer ali neki. Ne. Ja. Pa tudi full rund za te glasbene urednike pač je častil. Ki se ga zdaj priročno pozabil, kaj je pač prišlo do... Ja, in da... Že vsak malo... Ja, itak, ja. Ne. In pa je pač Kellner rekel, da zdaj pač to bo... Ne vem, v bistvu ne vem, kaj se bi zgodil, če ne bi Ford na šank vrgu štoparski vodnik po galaksiji. In kartica. Ja, da je uradni dopisnik. Ja. In da to, kar je naredil, definitivno ne bi smel. Ja. V bistvu je prekršil zgleda vse... Je naredil točno to, kar ne bi smel. Ne? Tako. Ampak je bil pa tale Kellner oziroma barman je bil pa navdušen. Mislim, je bil impresioniran. Mislim, še ptiče nehal s krempelcem praskat. Pa roka je tudi popustila prijem. To je... Izdal je svojo, kako bi, identiteto. Ja, ne, nekaj zgleda je imela ta zadeva nek spoštovanje. Ne? Očitno, ne. V krogih, tudi v krogu morilcev in ne vem. Glasbenih urednikov. Ja, Karoli, sorry. Je to nekaj pomenilo. Nekaj bilo, ja. Očitno, ne. In takrat se je drugačna, kako bi rekel, druga plata je zašpilala. Če so ostali pri teh glasbenih urednikih. Ja, lej, mislim, če smo že tukaj. Zdaj še zmeramo plata govorimo. Ja. In Kellner je rekel sam še, to nam popolnoma zadošča, gospod. Pa je spet, vidiš. A veš, kako ti te neke veze, pa neki položaj, kako ti odpirajo vrata, ne? A to je po mojem bolj akreditacija za karkoli, stari. Vem, ampak kaj veš, dec je zažrl tam en kup enega denara, ne? Ja, v bistvu, ja. Ne? Jaz sem pa iz... Jaz sem pa iz ŠVPG-ja. Ja, v bistvu, ja. Zažrl, plačal, mislim, počasti vsega Boga, da se pa izvlekel s eno kartico. Mislim, zdaj ne vem, a se je ta Kellner nadejal s kakšno hudo recenzijo, veš, da tako, da ti naknadno pove, da je on od Michelina, veš. Hvala, da mu daš malo več. Stari, veš, ti imaš restauracijo in ti pove, lej, iz Michelina sem, to bomo mi ocenili. Ja, boš ti rekel, da jebi se, da bejš ven, ali boš dal le denar, ne, se je še v redu, gospod, lej, to je pa na nas. Ne, boš to naredil, ne. A bo ti še naš dober vinček malo spil, ne. To me spominja na uno... A misliš, da boš? Verjetno te Micheline tega ne počnejo li zaradi, ker malo se mi zdi še zmer... Najbrž res. Itek so dobro plačeni, tako da tega ni treba početi. Ne, ampak recimo ta zgodba tukaj pri Fordu, ne, me v bistvu majčkeno spomne na to, a veš, ko so napisali, da so hroščati krvoloki, ne, na kjermo planetu so že bili, ne, da so popotnikom dobra malica, ne, ker so zaradi ja. Ne, a veš, in zdaj si ti predstavljaš, ne, da ti napiše, ne, Ford, da je ta lokal pa res zabaven kotiček, ne? In ti svojo drago, ne, pripelješ zdaj v tale lokal, pri rožnatem psu, ne? Ja, lej. Ne? Eno... Zdaj gremo na Handel City. Ja. Gremo v Handel City, ja. To je boljše kot New York. Ja. To pa lušen. Pa ta lokal res. Najdeš eno... Morate, ta lokal si morate ogledati. Tako, ne? Prisrčen in priljuben, lokalni... V Kozmotu, recimo, prebereš. 10 lokalov, ki jih morate pogledati v Handel City. Ja. Številka 1.
pri starem rožatem psu. Če hočete začutiti lokalno sceno, pridite k nam. A veš, pred se da s tem nekim jezikom se da to pred stvar zapeljati, tako da bi si človek želel to obiskati. Ne? Lokal, ki vam ponudi prijazno roko. Ja, eto, narejen, jaz bi šel. Ja, to je to. No. Ja, fakt, pa smo spet pri tem PR-ju, ja, kaj ti... Ne? Ja, le se da, če se le hoče, streljaj od morja. Le, veš, ja. pizda. Pa ugotoviš, da je medcelinska raketa, pizda, ti streljaj. Ne, če smo že glih pri medcelinski. Ja. Lej, čez hrib, pa še malo levo. Pa še 200 km naprej. Pa za gozdom. Še malo naprej, pa počas bo. V idiličnem okolju, to pomeni, da res Bog gre za nogo. Ne, več ne pride kaj. Veš, kaj s tem reče, ne daleč od Boga, ampak pozabljeno od Boga. Popolno, veš, v živahnem predelu. To pomeni, da cel teden nož spavamo tudi minute, ne. Pa ene štirikrat boš v bruhanje stopil, ko že vam prišel. To se da. Na teden. Na teden, valjda. Pečino obešalnika smo rekli, to je to, ne? Mater mi mogli turistične vodiče pisati. To bi bilo dobro. A to še kdo bere za zadnje čase? To ne vem, mogel bi. Ne, zdaj bi imel svoj blog. Ja, veš, travel blog. Mogoče podcast. Mogoče pa res. Torej, ne gremo. Aha, a smo pečino obešalnik. Zaključimo okay, podcast o... Sledite nam na državnih obrežjih. Turistični podcast sledi. Opravičujemo se. Hvala, ker ste bili z nami v tem turbulentnem turističnem podcastu. To je pa to. Kaj se moram zdaj kaj zahvaliti? Gledaj se, ker potem se moramo. Mislim, lahko pa sam rečeš, da ne. To smo že rekli prejšnjič, ampak še zmeram se lepo majte med počitnicami, tisti, ki ste že bili, tisti, ki še greste. Tako. Tako da... Tisti, ki morate delati. Pa poslušajte nas, a ne? Tako. Zdaj, ko boste na počitnicah, imate čas, da vse naše stare epizode, ki jih še niste slišali, lahko poslušate. Nazaj pa še nam povete. Ja. Mogoče kakšna, ki je fajn. Ali pa še enkrat. Ja. Valjda. Zakaj pa ne? A bomo na nov naredili? Ne bomo. Ne bomo. Bomo novo naredili. Ne bomo novo. Lahko se pa pogovarjamo v nej. Komot. To pa ja. V glavnem, hvala, ker nas poslušate. Tako. Ja, zelo lepo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. To je pa zdaj bo presenečenje, skoraj sem falu. Ker sem bral, ne vem zakaj sem bral, ker že 110 krat isto. Ampak se ne smeri preberati, da se zebaš. Malo sem se zamislil. Ja, ampak dobro. Ja. Dobro, da nisi rekel, ne vem, Zija, veš, mene zjebo čist. V redu. Veste, sem pa v pogledu, pa je šlo. Ampak za las. Ne, rata, to pride po 100 in nekaj epizodah. Zakaj nismo dali Santo Treto snemali? Ampak naslednji Santo Treto. Se pravi, Santo Treto treba snemati.